Pred reprezentančnim premorom dragocena, težko priborjena zmaga v Domžalah 1-0 z golom takoj na začetku tekme. To je bila tudi prva akcija, ki je prinesla nevarnost. Po podaji Kronavetra iz prostega strela odbitek pri Mešanoviću, ki je takoj nameril, imel nekaj sreče ob preusmeritvi in vodstvo v 7. minuti. Le 2 minuti kasneje nova priložnost za mariborsko ekipo. Toda strel Vrhovca po podaji Vilerja je zadel domačega vratarja. Potem pa v 14. minuti neprijeten šok trenutek. Po podaji z leve strani je Kenan Pirić požrtvovalno posredoval, dobil udarec Sapinena v glavo, obležal nezavesten in na koncu moral z igrišča, zamenjal ga Jasmin Handanović. Le 5 minut zatem, v 20. minuti, nevarna akcija domačih. Po strelu z razdalje so sodniki v poizkusu Sapinena in Podlogarja označili ofsajd. Do konca prvega polčasa nekaj dobrih priložnosti tudi za prvake. Dvakrat je poizkusil Luka Zahović, enkrat z glavo v 30. minuti. Potem pa po podaji Hotića ponovno na mestu Mulalić, po strelu Zahovića v dolgi kot. Ob zaključku prvega polčasa pa najlepša priložnost za domačine. Najprej je poskus Podlogarja Handanović zaustavil, drugi poskus Čerina pa pred golovo črto rešil Peričić. Takoj na začetku drugega polčasa ofenziva domačih in dve nevarni situaciji pred golom Jasmina Handanovića. Najprej strel Čerina, Handanović je obranil in potem označen ofsajd. Le minuto zatem nova situacija, tudi tokrat po obrambi Jasmina Handanovića, žoga v mreži, tudi tokrat gol ni obveljal. Po prihodu v igro pa je imel iz protinapada prvo priložnost Tavares, toda njegov strel je zletel preko. Še nevarnejši protinapad nekaj minut kasneje, Viler je prodiral po levi strani, lepo podal, Zahović pa z levico le za las mimo. Domačini so poskušali do konca tekme tudi s dolgimi podajami v kazenski prostor Maribora. Nekajkrat se je izkazala mariborska obramba, nekajkrat pa v zaključku tekme domačini nenatančni. In tako je bil to uspešen debut tudi za Nemanjo Mitrovića v mariborski obrambni vrsti, kajti ekipa je končala brez prejetega zadetka. 1-0, nove 3 točke za uvrstitev v zgornji del lestvice. Po reprezentančnem premoru pa nov pravi obračun, lokalni derbi, nobenem dvoboj z vrha lestvice. Prvaki bodo gostili prvouvrščeno moštvo Aluminija po reprezentančnem premoru v soboto v Ljudskem vrtu. Važne so pike, podoba ni bila najboljša, ampak gremo zadovoljni na to kratko pauzo. Sigurno po kakšni tekmi, ko si igral dobro in ni bilo 3 točk, si bil dosti bolj razočaran, ampak danes se bo hitro pozabil. 3 točke se bojo spravile, lepo se odpočijemo in pol nas čaka spet nov cikel. Če pogledamo, smo mi v slabih 2 mesecih igrali 16 tekem, nekateri v prvenstvu le 8, nekje se je to poznalo, ampak če ohraniš v zadnje mrežo nedotaknjeno, imaš veliko možnost, da zmagaš. Zdaj je res prioriteta, da se fantje, ko bi rekel, malo pozabijo na te zadeve službene, da pridejo zdravi v četrtek, ko se zberemo zjutraj in da nam ta današnja zmaga in pa ta srečanja v zadnjem času, s katerih odhajamo zadovoljni, pokažejo pravo pot.